tem procesu so se zgodili pomembni dogodki, veliko je bilo napredka in tematika oziroma problemi deminiranja so bili sprejeti v mednarodni skupnosti kot ena najpomembnejših prioritet za procese pokonfliktne normalizacije v vseh delih sveta. Tako je to sprejeto na globalni ravni, v organizaciji Združenih narodov in ta pomembna naloga je prioriteta, ki jo danes delimo vsi. Kot nekdanji veleposlanik Združenih narodov in kot nekdanji funkcionar organizacije Združenih narodov sem imel veliko prilike spremljati kot dejavnosti na področju razminiranja in veliko zadovoljstvo mi je bilo, ko sem ugotovil, kako uspešno in učinkovito se je Slovenija vključila v ta prizadevanja. Več kot 10 let je od časa, ko je ITF začel ponujati pomoč svojim sosedom pri obnovitvi ekonomiji državnih kultur in nasplošno normalizaciji življenja. Vaša velikodušnost je pomagala, da se lahko doseglo pomembne uspehe v Makedoniji, ki je glavno eliminirala nevarnost min. Upamo, da bo v konca leta 2009 nekaj podobnega uspelo tudi v Srbiji in Albaniji. Seveda Slovenija se je vključila v te dejavnosti z veliko voljo, z veliko vnemo, z ustrezno strokovnostjo in organizacijskimi sposobnostmi. Vendar rezultati ne bi bili takšni kot so, če ne bi bilo široke mednarodne podpore in širokega mednarodnega omrežja, ki je pomagalo, da se je doseglo te uspehe. Pomembne naloge nas še čakajo. Še vedno kljub velikemu in dolgemu prizadevanju na Hrvaškem in Bosni in Hercegovini potrebujemo odločno aktivnost za čiščenje ozemlja, tako da bodo mine odstranjene in ustvarjeni pogoji za nadaljnji ekonomski in socialni razvoj te države. Hvali bomo sodelovanje z vami, z donatorji, z namenom pomagati tema dvema državama, zlasti Bosni in Hercegovini, ker je ta problem zelo velik, tako da bodo se razvile vse potrebne kapacitete v teh državah za protiminsko delovanje in za odpravo nevarnosti. Dejavnosti, ki jih razvijamo, niso geografsko omejene, vsega tudi na področje Zakavkazija, na Bližnjem vzhodu, zlasti v Libanonu in celo v nekaterih bolj oddaljenih krajih, kot je nekateri deli Kolumbije, kjer je že prišlo do ustavitve oboroženega konflikta in kjer je razminiranje na pomembnih prioritet. In na žalost je že tako, da polaganje min poteka hitro, odstranjevanje min poteka zelo dolgo. In razminiranje je treba povezati tudi z nekaterimi drugimi prioritetnimi dejavnostmi, ki zadevajo položaj ljudi v oboroženih konfliktih današnjega časa in v pokonfliktnih